Cela slovenska država je pijana. Ona je en veliki alkotest, vse je fake. Kolikor odprem eno stvar, vse je protipravno, za nezakonito pa človek več ne ve, a je to iluzija, ali to res, ali kaj se dogaja. Ne? In državljani še kar naprej, od biometričnih izkaznic, ki so nezakonite, do Gursovih obvestil, ki je jasno, da so neustavni, nezakoniti in sploh se Gurs ne bi smel vtikati v ocenjevanje zasebnega premoženja. Pa ti ljudje so postali arogantni na vseh področjih. Da ne govorimo o dolgotrajni oskrbi, ki ti kar določi, da imaš lastnost osebe, za katero bo do državnih stanovanj, pa da ne naštevam, da ne pridem do konca, pa ta država je mafija. Ne? V Italiji sta vsaj dve stvari, je država in mafija, tukaj Slovenija je pa je cela država mafija brez konkurence. Če ne daš prostovoljno, ti pa na podlagi pisarniške odločbe rubijo. In kaj Furs dela? Furs pa nikoli, bral sem, povedali so uradno, ne preverja predlagateljeve odločbe. A si vi lahko predstavljate, da z neko pisarniško odločbo en uradnik napiše to, kar napiše, kar ni sodna odločba, ampak tam se en redar z 4-letno osnovno šolo spomni, da ima en štempelj pa neko pooblastilo, uboga navodila, ker zakonov itak ne poznajo, ne policisti, ne redarji, ne tisti, ki bi mogli poznati, če pa poznajo, poznajo pa narobe, ker jih pravniki inštruirajo tako, da gre vse v državni žep iz našega žepa. Tako da pozabite na sodno odločbo, a ne? Pri Fursu. Furs bi mogel to preverjati po uradni dolžnosti in po zakonu, pa tega ne počne. Zato, ker jim je važno samo za denar, ne za naše počutje, ne za našo varnost. Mogoče sem kaj izpustil. A ja, če se ne cepiš, ne moreš v službo. In ne moreš kupiti kruha in tako naprej. Preden zaključim, ker sem že malo dolg, ampak gledajte, preden zaključim nekaj ključnih stvari. Pogledal sem Ustavno sodišče. Pogledal sem te stvari, o katerih se nocoj pogovarjamo. In ne boste verjeli, kaj sem našel v reprezentativnem izboru, bom rekel, najpomembnejših in odmevnih primerov, ki dobro ponazarjajo, kaj je Ustavno sodišče za policijo povedalo, oziroma zakonodaja, ki daje pač to pooblastilo in ki deluje v nasprotju z ustavo določenimi pravicami. Točno to, kar mi govorimo 5 let, odkar se je ta COVID začel. Prva odločba iz leta 1998. Razlikovanje med pogledom na preiskavo osebe. Poslušajte, policist je ob pregledu osebe brskal po vsebini njene denarnice. Ja? Ustavno sodišče je presodilo, da je s tem prekoračil pooblastila za pogled, pregled in dejansko opravil osebno preiskavo, za katero ni imel zakonske podlage. Zdaj si pa vi predstavljate, da je avto vaša denarnica. Zdaj si pa vi predstavljajte, da je vaša denarnica tudi osebna izkaznica, na kateri so občutljivi osebni podatki. Vse to je denarnica. Ali pa zdaj digitalne, ki pravijo telefon na denarnici ali pa računalnik. Vse to je vse osebna preiskava, ne sam pogled v denarnico. Že ko te v oči pogleda, te ne sme, če nisi kršil zakona in če nima pravne podlage. Ja? To je predstavljalo nedopusten poseg v pravico do zasebnosti. Druga odločba. Neustrezna odredba za hišno preiskavo strani policije. Prišli so v bajto, pa so prišli, a ne, ko lopovi pridejo in ti vzamejo stvari, ki sploh nimajo pravne podlage. In sodišče je ugotovilo kršitev pravice do nedotakljivosti stanovanja, ker odredba sodišča za hišno preiskavo sploh ni bila pojasnjena. To se pravi, prišli so za neko sodno odredba, preiskava, ampak nobenega pojasnila zakaj. Policija v navezi s sodiščem, nekoga so dobili na piko, ala Borut style, ne? Zdaj pa dajmo temu v bajto pa ga prestrašiti. Ne gre to tako. Tretja zanimiva sodba. Ustavitev vozila brez konkretnega razloga. No, zdaj smo pa tle.
Ustavitev vozila, to je, pa zapište si, to je UP 513/10, sodba iz leta 2012. Ustavno sodišče je odločilo, da policijsko pooblastilo, pazite, za ustavitev vozila zgolj zaradi kontrole prometa, kontrole alkohola, kontrole, brez kakršnega koli suma kršitve ni v skladu z ustavo. Sum kršitve mora biti pa ne cela kolona, pa 5000 ljudi, ki jih enega po drugega tam za enega. Problem je, ker ne smejo brati tablic in jemati občutljivih osebnih podatkov iz tablic, to je vse prepovedano, o tem bomo še malo govorili. A veste, Janković tlele, ko parkiramo, on s kamero vidi, kdo je, ker se izpiše zaradi tablice, ki jo kamera posname, podatki, kdo vozi avto, kdo je lastnik. To se ne sme, zato ker mi smo dali avto registrirati. Zakaj? Zato, da plačamo takso za vzdrževanje cest. Za ta namen smo dali osebne podatke. Mi nismo dali kot vozniki, šoferji osebnih podatkov zato, da nam bo Janković položnice pošiljal, pa prekrške, pa policija snemala, kakor sem rekel, takšno ravnanje je nedovoljeno, prepovedano, nesorazmerno in posega v pravico do svobodnega gibanja in predvsem od GDPR pravico do zasebnosti. Kje je zdaj informacijski pooblaščenec, ko ščiti te stvari? Rezerva je nekaj povedal. Borut, ti si dvignil roko, želiš nam še kaj sporočiti? Ja, živijo, lih tole, kar zdaj govoriš, ne, bom jaz citiral, dobil sem zdaj od RTV-ja Slovenije, ne, vam bom to prebral, kako oni počnejo to, ta mafija, ne, golazen, jaz temu pravim, golazen, RTV-jevska. RTV je na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o radioteleviziji Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, številka 96/05 s spremembami, v nadaljevanju ZRTVS pomišljaj 1. Dobro me poslušajte zdaj, kaj bom bral naprej. Od distributerja električne energije pridobila podatek, da ste na naslovu Cojzova ulica 6, 4000 Kranj registrirani kot odjemalec oziroma plačnik električne energije. Zato vas pozivamo k obrazložitvi stanja posredovanja sprejemnikov na navedenem naslovu. Narod, glejte, kaj ta golazen počne protipravno. Jaz sem dal Elektro Gorenjska EC Celje za distribucijo električne energije, sem sklenil z njimi pogodbo za dobavo električne energije. Po nobenemu zakonu oni ne smejo dajati moje podatke, če jaz tega ne dovolim. In tudi vi. Narod, zavedajte se, kaj ta gnev golazensk počne na RTV-ju. Kva podpiramo mi čez 2100 zaposlenega gneva, da takole z nami počne, ne bomo tega dovolili. Ne bomo, jaz ne. Tle se je pa zgodba nehala, zdaj sem pa krut in bom tu tako stal, ker se ne borim sam zase, ampak za pravice tudi drugih. Ker se jim delajo hude krivice, zelo hude krivice. Ja. In kaj ta golazen počne, da ti to upa na papir napisati, da je pridobila podatke od elektrodistributerja. A veste, kaj je to? A veste, kakšna huda kršitev je to? A se sploh zaveda ta država, kaj počne z davkoplačevalskim denarjem oziroma z nami? To je hujša oblika terorja, nasilja nad lastnim narodom. To je sistemski genocid, ki ga ta vlada, ta golazen, gnevska, parazitska počne do nas državljanov. In dokler nam odstopili naredili enkrat ta udar, ne bo konca. Klej treba presekati, ker oni grejo na kuhanje žabe. To si lepo povedal, Borut. Hvala. Pozivam vas, začnite brati, kaj počnejo. Hvala, Borut. Hvala. Pa ne zameriti, sem besen zato, ker se meni in vsem krivice delajo, ker hodijo po nam, cuzajo nas, koliko zdaj s 1.7. bojo začeli obračunavati
prispevku skrbe, pa še nič nimajo narejen. Durs kaj dela s tem podatki, da nam premičnine viša. Ne veste zakaj, jaz vem zakaj, zato ker bojo na podlagi decembra 25 odločili davek na ta novo stanje, ki bo 6-krat večji do 8-krat večji, kot je pa zdaj. Narod, zbudite se, začnite razmišljati. Resno pravim to se ne zajbavam, ne pogovarjam, ker pa bi čist drug sistem komunikacije zdaj obral, kot jo imam. Sem besen, pa sem upravičeno besen, ker se mi dela krivica. In ne sam je, vsem vam tako, kot Vsem, ja, res je. Zato sem zdaj vmes rokco dvignil, da sem tudi to povedal, kaj dela RTV Slovenija. Hvala za enkrat. Hvala za tole, bom rekel, za tole umestno pripombo in moram reči, veste, stvari so zelo hude in tukaj Borut vidi, tako kot jaz vidim, krivico in sem zato odprl tudi te ustavne. Glejte, policija po še 2014 še ena odločba ustavnega sodišča. Sodišče je razveljavilo določbe zakona, ki so policiji omogočale kaj? Dostop do podatkov o telefonskih klicih na spletnem prometu, prometni podatki. To, o čem zdajle Borut govoril, ti daš podatek za naročilo električne energije, samo za to, in potem elektrodistributer javi RTV-ju, RTV ti pa položnico piše in to gladko povejo. In to je najhujša možna kršitev, ki se lahko zgodi. To je izdaja, to je vohunjenje. Ne sme se od ustanove do ustanove osebnih podatkov pošiljati, niti za drug namen uporabljati, tako da sta oba v postopku in elektrodistributer in RTV. In upravičeno, Borut, si besen, ker nisi samo ti. Marsikdo uspešno skriva to jezo in bes, pa rajš plača tisto položnico, pa si reče sam, da ima mir, ampak zaradi takih ljudi je stanje takšno, kot je. Moje sožalje. Brez predhodne odobritve sodišča, če ti rečeš ne, pa če sodišče reče ja, potem se lahko ti podatki dajo, ker sodišče bo imelo mogoče en razlog. Lahko pa tudi ne. Ampak v končni fazi informacijski pooblaščenec je tukaj zato, da ščiti ustanove, nas pa v drek tlači. Kadarkoli smo napisali pritožbo, dragi moji, je informacijski pooblaščenec rekel, ali da ni pooblaščen, zakaj si pa tam, zakaj? Varuh človekovih pravic nikoli ni za nič pooblaščen, sam neke nauke tala, da ne govorim o drugih zadevah, kadar so stvari, ki se njih tičejo, niso pooblaščeni oziroma nas, kadar pa njih so pa polno pooblaščeni in ščitijo samo ustanovo do ustanovo. Da oni pa niso pooblaščeni, da bojo RTV preiskovali. To so meni napisali, to je meni napisala direktorica, informacijska pooblaščenka in sem ji odpisal, da najrajši zamenja službo, po domač povedano. Veste, takšen neselektiven dostop do podatkov je bil ocenjen na ustavnem sodišču kot nesorazmeren poseg v pravico do komunikacijske zasebnosti. Potem je pa še ena sodba, ki je tudi zanimiva iz leta 2000. Vloga tajnega policijskega sodelavca. Poslušajte, kaj so delali. Da vam povem, to je 16. V primeru, ko je tajni policijski sodelavec s svojo dejavnostjo, recimo pri nas pridejo v društvo tajni policijski sodelavci. Nič koliko jih je. Vsak drug človek skoraj, ker pride na 3 državljanje, kontrolira en tajni policijski sodelavec. Pol veste, da smo v policijski državi. Malo pogledajte okrog sebe, kje so policisti nastavljeni. Ta, ki vpisuje gotovino, je policist. Ta, ki dela kohezijske sklade, je kriminalist. V glavnem tudi novinarji vodijo države, kaj je ona, ki je v svetu, varnostnem svetu United Nations. Kako je ime? Ona je kaj? Na glavnem, novinarji in policisti. In zakaj je novinar vedno prvi pred policisti na kraju dogodka, da uniči človeka, ker ga policija pokliče. In obratno. Gre za navezo, ki je uničujoča za naš slovenski narod. In sodišče je odločilo, gledajte, kadar tajni policijski sodelavec svojo dejavnostjo bistveno vpliva na storitev kaznivega dejanja ali ga izzove, ker izzivajo
z raznimi prefinjenimi taktikami izzove dejanje, ki ga sicer oseba ne bi storila, gre za nedopusten poseg v pravico do poštenega postopka. Dokazi pridobljeni na tak način so nedopustni. Potem je pa še ena sodba, sistem za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic, ki se imenuje ANPR. In je tudi ustavno sodišče odločilo, da je zakonska ureditev, ki policiji omogoča, poslušajte, da množično in neselektivno zbira podatke o gibanju nas, vseh državljanov na cesti, katerikoli, ali je to radar, ali je to avtocesta, s tem sistemom, to je v neskladju s pravico do informacijske zasebnosti. In sistem je bil ocenjen kot neustaven, nezakonit, nesorazmeren, ker je omogočal nadzor nad vsemi, ne le nad osumljenci. Z razlogom, da iščejo enega osumljenca, so snemali vse. Ker je v New Yorku padla stolpenca, smo zdaj vsi preiskovani po celem svetu. Take bedarije, en človek enega ustreli, zdaj smo vsi kriminalci. To nam počnejo. In še zadnja, zaseg elektronskih naprav, računalnikov, mobitelov, obseg preiskave podatkov. Kradejo. Veste, nam v društvu so vzeli, ne? Brez pravne podlage. Še niso vrnili. Nekdo mi reče, zakaj pa ti? Čaki, prišli so, odnesli so, naj prinesejo nazaj. A ne? Ukradli so, po domač povedano, in sodišče je poudarilo, da mora biti preiskava podatkov na zaseženih elektronskih napravah, telefoni, tablice, računalniki, omejena na sorazmerno. Kaj pa to pomeni? Da smejo preiskovati samo tiste podatke, ki se nanašajo na očitano dejanje, kaznivo dejanje, če je prijavljeno. Samo za konkreten sum. Ne? To je to. In po sodni odredbi. Če sodna odredba ni v redu, potem je to seveda velika škoda ali za podjetje posameznika. Ta seznam, ki sem vam ga zdaj povedal, teh 7, ki so zelo zanimive, ima pa še zelo veliko, bi vam tako rekel. Policija v Sloveniji je od kdaj? Od naše osamosvojitve, že prej, ampak policija slovenska. Naše društvo je od 2002, nekoliko kasneje. In zdaj, gledajte, mi imamo svoje zakone, svoja pravila, policija pa tudi dela na podlagi zakona in oni imajo svoja pravila. Zdaj pa še nekaj. V času covida, ko smo branili svoja življenja, smo dobili novega zakonodajalca. Mi smo izdali potovalne listine v skladu s statutom, ker naše delovanje društva ne sme biti omejeno. Kdor omejuje, je v kaznivem dejanju. Tako je v ustavi, v kazenskem zakoniku in tudi v našem statutu. S temi listinami Ustavno sodišče nam nikoli ni reklo, da so nezakonite. Kaj sem pa jaz zdaj vam o policiji prebral? Koliko nezakonitosti počne. In veste, koliko je takih odločb? Na sodiščih, na vrhovnem sodišču, na višjem sodišču, ustavno pa se je nabral, veste koliko. In oni zdaj ocenjujejo kot policisti, kaj je zakonito in kaj je nezakonito. Namesto, da bi bili izvajalci zakona, oni presojajo ljudi, kaj je zakonito, kdo delo, pa kaj ni delo zakonito. Mi smo dobili novega zakonodajalca v imenu policije, pa ti ljudje si domišljajo, so bogovi, ali kaj, mi imamo zakonodajalca v državnem zboru. Ne pa policijsko postajo v Republiki Sloveniji. Ljudje božji, zbudite se. In pol napiše v časopis, društvo Belis izdajalo nezakonito potovalne listine. Nič po katerem zakonu, pa tam na podlagi tega klikneš in se pojavi stran 404, ne obstaja. Sveda ne obstaja, ne more obstajati. Mediji pišejo in lažejo, kradejo, policisti so ne samo barabe, ampak super lopovi so postali. Zaključujem to nocojšnjo, sem se tudi jaz malo razumel, povedal bi samo to. Seznam še ni izčrpan, ampak vključuje samo najpomembnejše primere, ki smo jih naredili. In zdaj pa še kratka pauza, preden začnem z drugim delom in poslušajmo o, bom rekel, tako imenovanem alkotestu, ki ga bom skušal deliti na zaslon. Če se strinjate, naredimo 10-minutno pauzo. Hvala lepa. Zadeva res mnoge voznike. Glede na posledice visoke globe, izguba vozniške, potencialno celo zapor, je poznavanje teh pravic res ključno. Razlike med alkotestom in etilometrom. Imamo vire,
tudi uradni dokument Slovenskega urada za meroslovje, ki kažejo kar presenetljive, tehnične pa tudi pravne podrobnosti. Zakaj je sploh pomembno razumeti, da to nista enake napravi? Ja, večina ljudi verjetno misli, da je pač tisti rezultat alkotesta dokončen, dokaz. Ampak tu je že prva pomembna stvar iz virov, še posebej iz tega gradiva Urada za meroslovje. Alkotesti so zgolj, poudarjam, indikatorji. Niso zakonska merila. To pomeni, da njihov rezultat sam po sebi nima teže pred sodiščem ali recimo upravnimi organi. Indikator proti zakonskemu merilu. To zveni kot, precej temeljna razlika. Pojdiva malo globje v tehniko. Zakaj alkotest ni tako zanesljiv kot etilometer? No, tukaj postane tehnično kar zanimivo. Etilometer, ki je zakonsko merilo, ima vgrajenih več, recimo, varovalk. Prvič ima 2 neodvisna senzorja za merjanje alkohola. Alkotest samo enega. Aha. 2 senzorja pač pomenita neko križno preverjanje, ne? 2krat meriš, enkrat režeš. Nekako tako. Se pravi, večja zanesljivost. Točno. In poleg tega etilometer zahteva 2 vpiha za en končni rezultat. To pomeni 4 ločene meritve 2krat z 2 senzorjema in potem se upošteva najnižja izmerjena vrednost. Najnižja? Ja, najnižja. Alkotest pa nasprotno temelji na enem samem vpihu. Ena meritev. Že to dvoje zveni precej bolj robustno pri etilometru. Je še kaj? Absolutno. Etilometri izvajajo samodelno preverjanje delovanja, pred meritvijo in po njej. Samodelno? Ja, sami sebe preverijo, alkotesti tega nimajo. In morda res ključna razlika, etilometer je zasnovan tako, da zazna in upošteva tisti potencialni ustni alkohol. Ostanki alkohola v ustih, ki lahko dajo napačen rezultat. Tako je, ki lahko lažno zvišajo rezultat. Etilometer analizira celoten profil vpiha in dejansko zavrne meritev, če vzorec ne pride iz globokih pljuč. Alkotest te sposobnosti nima. V virih je ena dobra primerjava. Ja. Etilometer je kot nekakšna videokamera, spremlja celoten proces, alkotest pa bolj kot fotoaparat. Ujame samo en trenutek. Te tehnične pomanjkljivosti alkotesta, to mora imeti neke pravne posledice, kaj ne? Mislim, če naprava ni zanesljiva, kako lahko njen rezultat sploh kaj pomeni pred zakonom? In tu pridemo do jedra problema, ki ga izpostavljajo viri. Ker alkotesti pač ne izpolnjujejo tehničnih in meroslovnih zahtev, ki veljajo za etilometre. Te zahteve so jasno določene v pravilniku o meroslovnih zahtevah za etilometre. Njihov rezultat sam po sebi ni pravno veljaven dokaz. Ampak počakajte. Ljudje dobivajo kazni na podlagi alkotesta. Kako je to mogoče, če rezultat ni, kot pravite, pravno veljaven? To se mi zdi. Ja, zveni protislovno. Zelo. To protislovje razreši ali pa morda ustvari 24. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, ZPRCP. Ta člen omogoča, da oseba, ki piha v alkotest, s svojim podpisom zapisnika o preizkusu dejansko prizna rezultat alkotesta. S podpisom? S podpisom, ja. S tem podpisom laik, ki pogosto sploh ne pozna teh tehničnih omejitev naprave, sam legalizira rezultat. Rezultat, ki morda sploh ni točen. Čakajte malo. Torej, moj podpis na tistem listu papirja ob cesti lahko naredi nezanesljiv rezultat alkotesta pravno veljaven. To je precej sporno, se sliši. Točno to poudarja tudi Urad za meroslovje. Opozarjajo, da je takšna praksa v nasprotju s temeljnimi načeli Zakona o meroslovju. Ta zahteva uporabo ustreznih preverjenih meril za pravno relevantne meritve. In pravijo, da to ne zagotavlja enakopravne obravnave. Še dodaten problem je. Kaj? Večina ljudi, ki piha v alkotest, razen tistih, ki jih pridržijo, sploh ne dobi ustreznega pravnega pouka. Kakšnega pouka? Pouka o tem, da alkotest morda ni natančen in da imajo pravico zahtevati natančnejši preizkus. Na to problematiko je mimogrede že leta 2008 opozarjal varuh človekovih pravic. Torej, da razčistiva, kdaj rezultat alkotesta dejansko obvelja? Samo s podpisom? V osnovi ja, če oseba podpiše zapisnik, pa tudi v primeru, če oseba rezultatu sicer oporeka, ampak potem izrecno odkloni nadaljnji natančnejši preizkus. Se pravi, če reče, ne grem na etilometer ali ne dam krvi. Tako nekako. Ja,
če odkloni preizkus z etilometrom ali strokovni pregled. Kaj pa, če oseba ne podpiše zapisnika? Ali če rezultatu izrecno oporeka? Kakšne so takrat možnosti? No, to je pa tista ključna informacija za voznike. Če oseba oporeka rezultatu alkotesta ali ne podpiše zapisnika, viri pravijo, da mora policist odrediti preizkus z etilometrom. Ali strokovni pregled? Mora. Ne more, ampak mora. Tako navajajo viri, ja, mora. In če policist tega ne stori, ali če se kasnejši, natančnejši rezultat etilometra ali strokovnega pregleda v postopku potem nekako ignorira, potem obstaja utemeljena pravna podlaga za izpodbijanje izrečene sankcije. To je pomembno vedeti. Glede na posledice visoke globe, izguba vozniške, potencialno celo zapor, je poznavanje teh pravic res ključno. Torej, če na hitro povzamemo, alkotest je le indikator, etilometer pa tisto pravo zakonsko merilo. Podpis zapisnika pri alkotestu ima lahko resne pravne posledice, ker v bistvu potrdi potencialno nenatančen rezultat. Je pa dobra novica, da slovenska policija vse bolj uporablja te novejše, zanesljivejše etilometre. Drži. Za konec pa morda še eno vprašanje za razmislek, ki izhaja iz teh virov. Če lahko podpis posameznika, ki pogosto ni polno seznanjen z nezanesljivostjo alkotesta, dejansko legalizira meritev naprave, ki ne dosega standardov zakonskega merila, kako to vpliva na načelo pravne varnosti? Sploh v postopkih, kjer so lahko posledice tako hude. O tem velja premisliti.